Najprej lepo zdrav vsem skupaj, moje ime je Jerneja in predstaviti vam želim knjigo Zvok zlomljenih kril. Knjiga govori o izgubi sluha, o nekdaj neustrašni popotnici Jerneji, ki je že od majhnih nemirnih nog sanjala in verjela v to, da bo nekega dne v svet poletela tudi poklicno. Ko ji to po nekaj neuspešnih poskusih pri različnih letalskih družbah in nekaj leti življenja v tujini vendarle uspe in dobi stopnico za delo nad 12.000 metri nadmorske višine, začne opažati slabši sluh. Toda še preden naglušen človek začne opažati slabši sluh, to najprej začnejo opažati vsi okoli njega. Pregled pri zdravniku jo tako prizemlji z diagnozo, in sicer 60% izguba sluha na levem in 40% na desnem ušesu. Vrnitev domov na zlomljenih krilih in ta nepojasnjena izguba sluha jo prizadeneta do te mere, da preneha zaupati praktično vsemu zunaj njenega vedno manjšega sveta. Človek se razumljivo počuti izgubljeno, nezaupljivo in nerazumljeno, ko pri še ne 27 izgubi večino svojega sluha, brez ene same uradne razlage. Krila za polet tako zamenja slušni aparat, s tem pa nekaj let pozneje odkrije tudi pričevanja, ki bi morda lahko pojasnila njeno izgubo sluha. Toda ali je to nekaj, s čimer je pripravljena živeti? Knjiga odpira vprašanja o pozabljenih zgodbah, nedorečenih okvarah zdravja, ki nikoli ne dobijo epiloga, ki si ga vendarle zaslužijo. Govori o življenju pod pragom slušnega kontakta. Govori o tem, kdo smo navkljub krivicam, ki nas doletijo v življenju, in o tem, kaj je pomembnejše od predstave in pričakovanj, ki si jih slikamo v svoji glavi, ne da bi se kdajkoli ustavili in se vprašali oziroma se soočili s tistim, pred čimer resnično bežimo. Ta knjiga je namenjena vsem naglušnim, gluhim, vsem tistim, ki se borijo z nečim svetu nevidnim in vsem pravzaprav, ki se bojijo spregovoriti na glas. Ta knjiga je za vas, jaz vas slišim, zato se vrnite z mano v čas, ko sem še imela krila in prisluhnite zgodbi, ki mi je pomagala prebroditi turbulence, ter me znova spodbudila k temu, da gledam navzgor proti nebu, ne proti tlom.